Jaz se sam bojim, da bo vse skupaj zletelo narazen, ampak aj. Manja! Margo! Špricano vse pošte! Lep pozdrav v novi kuharski epizodi v kuhinji z Moniko. Danes, tako kot prejšnje oddaje, gostim prav posebno super gostjo, Manjo Margon. Kdo je Manja? Manja je moja sodelavka in namen tega je, da vam predstavimo ekipo, da vidite, kdo stoji za Nature's Finest brandom, kdo kreira Facebook objave, kdo kreira Instagram objave, kdo stoji za blogi, kdo stoji za recepti. Manja, dobrodošla. Živjo, Monika. Živjo, kako si? Ja, super, no. Pripravljena na tole kuharsko oddajo. Fajn. S polnimi idejami, tako da kar začnive. Cool. Kaj bova danes pripravljala? Idejo si dala ti? Tako je. Jaz sem za danes imela v mislih pripraviti eno tako posebno sladico za posebno oddajo. In sicer tako spomladansko, zelo preprosto, Pavlovo torto. Wow, Pavlove torte pa poznamo. Tako je, sestavljena je iz beljakov, Okej. smetane, pol pa valjda še za svežino, sveže sadje. Ok, čakaj, ampak mi da bova delala vegansko Pavlovo. Vegansko? Ja, Manja. A si vedela, da lahko namesto beljakov uporabiš kar vodo čičerike? Zanimivo, prvič slišim. Jaz predlagam, da mi zagreva kar na delo, pa bova videla, Okej. kako se tale najna veganska Pavlova obnese oziroma kako se obnese Aquafaba. Za pripravo okusne in sveže veganske Pavlove potrebujemo 200 ml predhodno ohlajene čičerikine vode. Ne sme biti soljena. Tekočini dodamo konico vinskega kamna v prahu. Čičerikino vodo nato stepemo z ročnim mešalnikom, dokler ne opazimo, da se v masi začnejo formirati vršički. Dobrih 5 do 10 minut. Masi nato dodamo eritritol, ki smo ga mi predhodno zmleli. Sladkor v kristalih namreč ni primeren za pripravo Aquafabe in mešamo nadaljnjih 5 minut. Na koncu dodamo še žličko ali 2 belega vinskega kisa in dobro premešamo. Maso z žlico preložimo na peki papir in ustvarimo nekakšen krog, ki mora biti na straneh malo višji kot v sredini. Našo pripravljeno tortico potem položimo v predogreto pečico na 120 stopinj in pečemo dobri 2 uri, dokler se vrh lepo ne strdi. Torto nato dobro hladimo, nekje 4 ure, najboljše je pripraviti torto en dan prej, da se lepo ohladi. Na torto smo dodali 400 g stepene kokosove smetane in okrasili s poljubnim sadjem. Mi smo dodali malo jagod, malin in pa borovnic. Za piko na i pa smo potresli še z drobljenimi mandlji. Evo! Wow, tole zgleda vrhunsko. Jaz mislim, da nama je super uspelo. Ja, tudi jaz mislim. Tale čičerikina voda je fenomenalno uspela. Jaz predlagam, še sama sebe sem. Jaz predlagam, da mi da zdaj tole probava. Evo, Manja, bom jaz tebi prepustila, da zagrizeš oziroma zarežeš v tole tortica. Pa dajva probat. Dobar. Res sveže. Kak je pa to dobro? Sveže, okusno in zdravo. A ja, pa vegansko. Pa dober tek.